Demokrati skušajo izgubiti volitve tako, da glasujejo za najslabše kandidate, ki jih lahko najdejo. Rasisti, protiamerikanci, komunisti, nori, islamistični psihopati. In v današnji izdaji rubrike, katerega neumnega demokratskega kandidata lahko predlagajo, imamo Francesco Wong, ki je očitno Francesca Hong, ki je očitno popolna in popolnoma rasistična. Nisem bila vedno zavedna bojev drugih nebelskih skupnosti, ker je pri meni asimilacija vedno nekako prevladala. In tako sem se poročila. Moja bližina belosti se nadaljuje, kaj ne? Moj sin je mešane rase. Je napol bel in napol Korejec. In mislim, da je krmarjenje po tem, kaj je njegova identiteta in kako ga ljudje dojemajo, vedno nekje v ozadju mojih misli. On je v bližini beline. To je oseba, za katero demokrati mislijo, da bi morali voliti. In ni presenečenje, da ta video postaja neverjetno viralen, ker ljudje, to je rasizem do belcev. In mati, ki se je verjetno poročila z belcem, čeprav ne vem, to lahko preverimo. Sekundo, poglejmo. Mož Francesce Hong trdi, da je njen sin, ker je napol bel, je to res problem. In fantje, kaj mislite, da to pomeni za preostale Američane, ki so belci in niso napol Korejci? Mislim, res, rasizem teh ljudi. In ni zaman, da je ta ženska postala noro viralna zaradi svoje norosti. Ampak ona govori še več stvari, prav? In še vedno ne razumem, kako ljudje, ki skušajo biti izvoljeni, ne razumejo, da si internet vse zapomni. Še posebej, ko rečeš tako nore stvari. V restavracijski industriji, ko nam nekaj zmanjka, rečemo, da tega ni več na voljo. In rekla bi, da je že skrajni čas, da se znebimo Trumpa. Ali veste, kaj pomeni 86? Je to izraz, ki ga poznate? Prav, v redu. Čas je, da odstranimo Trumpa, predsednika Amerike. To je oseba, ki jo želite kot demokratskega kandidata. On predstavlja popoln neuspeh naše vlade, da nas zaščiti pred grožnjami, tako virusnimi kot sistemskimi. Mislim, zdi se mi, da si ti grožnja, ker te je strah bližine belskosti, kljub temu, da je tvoj sin napol bel in nimaš čustvene sposobnosti videti, da je morda nekaj vredno zaščite. Poglejmo, kaj ima Mit povedati o tem. Vedno ima dober pogled na to. Ukinitev policije je en del reformiranja in ponovnega vrednotenja našega kazensko-pravnega sistema. Ukinitev policije je ena izmed najbolj neumnih idej, ki so kdajkoli prežele našo družbo. In šokantno je, res šokantno, da je to še vedno nekaj, za kar ljudje mislijo, da lahko dobijo glasove. Ta sredstva, ki jih dobimo z ukinitvijo, sredstva, ki ostanejo potem, ko smo ukinili financiranje policije, je treba nameniti rehabilitacijskim storitvam, storiti vam za duševno zdravje, za tiste v zaporu in zagotoviti, da si prizadevamo zmanjšati število zapornikov. Ta ženska je pravkar govorila o ukinitvi policije in odpravi sredstev za policijski oddelek. In tukaj vam bom prebral definicijo besede ukiniti. Ukiniti pomeni uradno končati ali popolnoma odpraviti zakon, sistem, prakso ali institucijo. Govori o ukinitvi policije, popolni odpravi financiranja. Prav tako. To je kandidatka za guvernerko v zvezni državi Wisconsin. Noro. Reči moram, kandidat za guvernerja v zvezni državi. Noro, da je vodilna demokratska kandidatka. Noro, da je vodilna demokratska kandidatka, ko govori o bližini belskosti, da bi morali odstraniti Trumpa, da bi morali ukiniti policijo. To je nor podatek. To so posamezniki, za katere demokrati menijo, da je v redu, da jih postavijo na čelo zvezne države. Noro. Nisem ti povedal. Mimogrede, diagnosticirali so ji bipolarno motnjo. Zaradi tega je vse slabo boljše. Zaradi tega je vse boljše. Prav tako še ni popolnoma stabilizirana. Joj. Poleg tega so jo pravkar tožili. In to je zanimivo. Tožili so jo zaradi neplačanega dolga na kreditni kartici. In tožili so jo letos, 26. maja 2026. Torej, mi želite povedati, da imate kandidatko, vodilno kandidatko demokratske stranke Wisconsina, ki ima dolg, ki ga mora odplačati, ima jasno diagnosticirano težavo, duševno bolezen, duševno motnjo, je pozvala k atentatu na Trumpa, želi ukiniti policijo, ki ni všeč bližina beline, čeprav je njen sin napol belec. In demokrati dejansko mislijo, da je to dobra oseba, ki bi jo imeli na oblasti. Hello? Znesek je bil $29,000. $29,300. Tožili so jo zaradi neplačenega dolga na kreditni kartici in njena družina jo je rešila. Plačali so dolg. Seveda so ga. Tako kot socialistka, naredi dolg in potem naj ga plača nekdo drug. To počne tudi v svojem osebnem življenju. Je samooklicana demokratična socialistka,
In spet govori o ukinitvi policije. Na nas je, da zagotovimo, da ti ljudje ne dobijo. In če ste v Wisconsinu, pripravite se na glasovanje. Preverite, ali ste vpisani v volilni imenik za glasovanje. In če niste vpisani v volilni imenik, se vpišite. Zdi se mi noro, da se le 10% Američanov dejansko zanima za sodelovanje v politiki. Ljudje, vsaka posamezna, prav vsaka oseba na svetu se mora zdaj zbrati in zavedati, da je njihov glas resnično pomemben. Sicer bodo nori ljudje šli volit za nore ljudi. To je to. Cena neudeležbe v politiki je, da se v politiko vključijo neumni ljudje. In to ni tisto, kar želite za svojo državo. V bistvu sem razvil osebno orodje za glasovanje, ki se imenuje Precinct. To je domača stran spletne strani. Lahko kliknete na niste vpisani v volilni imenik, da se registrirate in to vas bo preusmerilo na vašo registracijo v vaši zvezni državi. Neverjetno. Lahko bo na primer videti, če ste v Wisconsinu, izberete Wisconsin in na to lahko preverite, ali ste vpisani v volilni imenik ali se vpišete, kot je navedeno na vašem računu. Zelo, zelo cool. Torej dejansko pomaga ljudem, da umrejo, da glasujejo za prave stvari. Še enkrat opomnik, ti komunisti, socialisti, nori ljudje tam zunaj povzročajo toliko škode in jih izvolijo kot kandidate demokratske stranke. O tej osebi ne vem veliko. Tik pred oddajo sem preveril, odkot prihaja in piše, da prihaja iz Koreje. Je priseljenka prve generacije iz Koreje, vendar niso navedli iz katere Koreje. Južne Koreje ali Koreje, ker če pogledate njene politike, ona očitno prihaja iz Severne Koreje, ker si želi čistega komunizma, vendar veliko slabšo obliko komunizma, kot smo jo kdajkoli videli tukaj v Ameriki. In to bi bilo grozljivo za belo prebivalstvo Wisconsina. Wisconsin je 80%. Bel in ona sovraži bele ljudi. Naj bom zelo jasna z vami. Demokratska stranka je, naj to ponovim, naj bom zelo jasna. Demokratska stranka poskuša izgubiti na prihajajočih volitvah. Ker v Wisconsinu, mestu, ki je 80% belo, poskušajo kot svojo glavno kandidatko postaviti komunistko, ki verjame v ukinitev policije, ki verjame v odstranitev Trumpa, ki je osebno zadolžena, ki se boji povezanosti z belo identiteto, ki morda prihaja iz Severne ali Južne Koreje, vendar ima nore ideologije. In mislijo, da je to oseba, ki bi jih morala zastopati. 70% Wisconsina bi moralo glasovati proti tej ženski. Seveda bi to bilo v skladu s komunistično ideologijo, ki zagotavlja, da ste čim bolj zatiralski do ljudi, ki omogočajo delovanje vaše družbe. Prav tako želi ukiniti zapore, želi zmanjšati financiranje policije, banke in trgovine z živili. Tako kot nacionalizacija trgovin z živili pomeni, da lahko vlada nadzoruje vašo hrano. In to je dobesedno zadnja stvar, ki si jo želite. Francesca Hong, tukaj ni nič drugega kot sovraštvo do belcev. Dejstvo, da to reče o lastnem sinu, vam nekaj pove. Ljudje so v paniki in imajo prav. Saj, ko imaš nekoga, ki ga je strah povezanosti z belo identiteto, čeprav je njen lastni sin napol bel, veš, da imaš problem. In s tem hvala za vašo pozornost glede te zadeve.